Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole odpiramo vrata Sorine radijske klepetalnice, v kateri bo danes dišalo po sladkem in v kateri bomo spoznali kuharskega mojstra Karima Merdjadija. Pa najprej dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako ste? Hvala lepa. Jutranje pa januarsko. Jutranje januarsko, kaj to pomeni? Da niste ravno ljubitelj zime in zgodnjih jutar ali se motim? Nisem ljubitelj zime, sem pa jutranji človek. No, potem danes ni bilo tako težko vstati in se pripeljati v Škofjo Loko, glede na to, da ste Kranjčan, če se ne motim. Ja, 20 minut, max, pa sem tle. Vaša strast je kuhanje, pravite. Ne čisto od tistih rosnih najmlajših let, ampak tam najstniška leta so vas pa že potegnila v kuhinjo. Kdaj pa je preskočila tista iskrica, ko ste rekli, to bi pa znalo biti zanimivo? Zdaj, jedel sem vedno zelo rad, ne? Tako da, daj sem postal oziroma želel postati kuhar. Ja, rečemo, ker sem šel na gostinsko šolo, no? Prvi letnik gostinske šole, to je bilo nekje leta 84 po moje, to je že toliko nazaj, da se človek kom izpolne. Ja, in še danes sem tle. In kaj pri hrani je tisto, kar vas vedno znova tako navduši, da jo še danes z velikim veseljem in užitkom raziskujete, pa tudi preizkušate nove recepte? Mislim, najbolj me navduši to, da kaj ne rečem, rad dobro jem, no, čisto po domač povedan, navdušuje pa to, da hrana omogoča ogromno, se pravi, in raziskuješ, in spoznavaš sebe in ljudi skozi hrano, druge kulture in tako naprej. Kaj vse nam o nas oziroma vam o človeku pove hrana, njegov krožnik, recimo njegova najljubša jed? Dostikrat rečemo, da povej mi, kaj ješ, pa ti povem, kakšen si. Pač, v bistvu skozi hrano, z način prehranjevanja tudi vidiš človeka, njegovo razgledanost. Se pravi, ne govorim zdaj o razgledanosti kot nekega znanja iz šole, ampak kot neko življenjsko razgledanost in pa kulinarično razgledanost predvsem. Koliko je odprte glave, na kakšen način razmišlja o hrani in tako naprej. Ko vidimo človeka, kako je in pa kaj je, ja, marsikaj si lahko ustvarimo, kakšno mnenje. No, omenili ste kulinarično razgledanost, ta se v zadnjem času tudi po zaslugi televizije, zanimivih televizijskih oddaj, kjer prikazujejo zakulisje kuhanja, raziskovanje kuhinj in kuharskega sveta, nekako dviguje. Kakšna pa je po vaši oceni trenutno v Sloveniji? Jaz mislim, da se v Sloveniji premalo zavedamo to, da smo v špici, kar se tiče kulinarike v svetu. Imamo neprecenljive možnosti in priložnosti, ker smo po eni strani geografsko majhna država, kar pomeni, da imamo sestavine na pladnju, ne? Zelo smo lokalni lahko. In v zadnjih 15-20 letih je vzpon kulinarike v Sloveniji šel tako navpično gor, kar je super. Ker skozi kulinariko smo se pozicionirali tudi na svetovnem zemljevidu, kar pomeni, da ogromno ljudi prihajajo v Slovenijo tudi samo zaradi kulinarike. In to so te turisti, ki jim jaz rečem, da so to kulinarični turisti, kateri pa prinašajo tudi neko dodano vrednost, ne, naši državi in pa prepoznavnosti. Sami ste se odločili za kuharski poklic, se specializirali v vrhunskega mojstra slaščic, a vam je bilo kdaj žal, glede na to, da gre vendarle za izjemno zahteven poklic? Tako bom rekel, žal mi ni bilo nikoli, bom pa lagal, če bom rekel, da nikoli nisem razmišljal, da bi mogoče tudi zamenjal svoj poklic. Ker jaz mislim, da v življenju vedno pride do neke točke, ko se vprašaš, kaj če bi probal še kaj drugega. No, in takrat, ko sem se to vprašal, se je meni pojavila prilika, da sem iz kuharskih vod šel v slaščičarske vode. Se pravi, po eni strani sem še vedno ostal v tej branži, ki me veseli, po drugi strani pa, kakorkoli obrneva, delam mogoče neki mečkam bolj drugače, kot rečemo,
ko delaš kot kuhar. No, zdaj sami ste svoje znanje nabirali na različnih koncih sveta. Izobraževali ste se na najprestižnejših kuharskih akademijah v Franciji, tudi v Angliji ste potem delali. A je res, da je zato, ker ste se odpravili v Francijo, vaš domači budžet naredil en tak finančni obrat, pa namesto v nov avto investiral v vaše znanje? Ja, res je. V bistvu se ta zgodba je že znana. Pač moj oče je tako je rekel, lahko kupam pač nov avto, takrat je bil to pač BMW, je rekel, ampak ta moj star avto je še dober, lahko ti pa omogočim, da greš na šolanje. No? In jaz sem se takrat pač odločil za šolanje in sem šel v Francijo 1 leto in pol. Delal sem pač akademijo na Cordon Bleu, kuharstvo in slaščičarstvo. No, in tukaj tudi potem ta ljubezen do slaščičarstva. Kar se tiče Anglije, so bile izobraževanja ne v smislu šolanja, ampak kot prakse. Se pravi, da greš delati v neko restauracijo za krajši čas. Ne? Tako da mečkan vidiš, kako je tudi v tujini. In jaz mislim, da je to zelo pomemben, da gre kuhar, slaščičar, pek, kdorkoli z te branže, da gre v trgovino, da gre v tujino. Zdaj, če sva še za trenutek ali dva v Franciji, tam ste kulinarične mojstre očarali pravzaprav slovensko jedjo. Kako to, da ste se odločili pa pripravili oziroma stavili na slovenske domače dobrote? Vsaj pri kuharstvu vem, da ne vem, kaj je bilo pri slaščicah. Ja, zdaj tako, ni bila tradicionalna slovenska jed, samo poimenoval sem jo teletina po slovensko, pač neke vrste rolada je bila na en poseben način narejena. V slaščičarstvu, kaj se mu je zakončen izpit, se zdaj ne spomnim več, to je bilo leta 91, ampak s to jedjo, ja, takrat bil sem pač drugi najboljši v svojem razredu. En zanimiv drugačen pristop sem takrat ubral, kar se te jedi tiče. No, tako da s tem sem navdušil, rečemo, žirijo ali pa rečemo te, ki so me ocenjevali. Kako pomembna pa je inovativnost v kuhinji? Zelo. Izredno je pomembna. V bistvu, če pogledamo, jaz pravim tako, da je to tako kar računalništvo. Ne? Danes je nekaj in, jutri je že out. Je pa treba poznati osnove. Ne? Brez osnov ne moreš biti inovativen, brez osnov ne moreš rasti. In velikrat, a pa pogosto naletim na mlade kuharje, ki želijo ta korak se pravi, ga želijo preskočiti, ker pomeni, da hočejo že delati neke želeje, pence in tako naprej, brez da bi poznali osnove. Brez osnov ne bo nič, ne? Brez dobrih temeljev potem ne moreš graditi ne hiše, ne česarkoli drugega. A se vi še spomnite svojega prvega kuharskega eksperimenta? Če bi zdaj rekel, da se ga bi lagal, ne spomnim se, ker to je do toliko enih stvari in to je že toliko dolg časa nazaj, da bi bil prvi eksperiment, da se ga res ne spomnim. Kateri je pa tisti, ki vam pade na pamet, pa ob katerem si še danes rečete, kapo dol, da si tole upal probati? Pa se tle se ne gre toliko zaupal probati, ne. Tukaj se gre, da pač poskušaš neke okuse ali pa neke tehnike dati skupaj, pa mogoče uspejo ali ne uspejo. Težko vam zdaj rečem točno, katera stvar je bila. Veste, pri nas je tako, vsak dan se ti nekaj dogaja, vsak dan nekaj mogoče malo eksperimentiraš, pa včasih rata, včasih ne rata. Tako da zelo težko je definirati, no, katero točno jed ali pa katero točno zadevo sem takrat delal. Kuhate in ustvarjate slaščice ob glasbi ali ne? Ja, absolutno. Absolutno ob glasbi. Brez glasbe žal ne gre. Je pa res, da je včasih toliko glasno tudi v našem ateljeju, da pač glasbo malo stišamo. No, midva jo bova zdaj le dala malce bolj na glas, potem pa rekla še kakšno o delu v tujini, tudi v protokolu, pa tudi kuharskih šovih na naših televizijskih ekranih. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Radio Sora poslušate, z nami ostaja Karim Mrdjadi, ki od leta 2014 že ustvarja dišeče makrone, velja za strastnega ljubitelja hrane ter kuharski in slaščičarski mojster, ki navdušuje svojim znanjem doma in po svetu. No, prej sva že povedala, da ste svoje znanje v kulinariki nabirali in utrjevali širom sveta, v Angliji, v Avstriji in
še kje ste kuhali. Kakšen pa je po vaših izkušnjah odnos do hrane za razliko od Slovenije v tujini? Kako gledajo na hrano? Kaj je tisto, kar jim pomeni? Rečemo, imel sem priložnost delati tudi v Španiji, na jugu Španije, v Malagi. Vse se vrti okoli hrane. Se pravi, družina se usede, se pogovarjajo in vsaj takrat sem v ta občutek, da jim hrana veliko več pomeni, kot je rečemo, v tistem času pomenila pri nas. Tudi ena moja izkušnja je ta, ko sem bil v Franciji v šoli, takrat sem šele prvič videl, da je kuhar lahko gospod v smislu pristopa. Se pravi, ne glede na to, kdo je bil na drugi strani, ki se z mano pogovarjal, so bila na isti valovni dolžini, zelo hitro so zahajali v pogovore o kulinariki. Se pravi, je bila razgledanost, kar se hrane tiče, na veliko višjem nivoju, kot je bila pa takrat, rečemo, v Sloveniji. Na srečo smo zdaj tudi v Sloveniji do tega prišli. In o hrani se veliko pogovarjamo, ogromen. In takole rečemo, ker sem jaz precej prisoten na zunanjih dogodkih, pristopajo ljudje do mene in se želijo o hrani pogovarjati. Se pravi, da smo naredili en velik korak naprej. In tako, kot sem prej rekel, gremo štric lepo s tujino in na nekaterih področjih smo boljši od njih. Pa se znamo že usesti dol, pa v miru uživati v hrani, jo okušati in ne samo na hiter pojesti, pa leteti naprej. Ja, zdaj, če greš na neko malce za pol ure, pa je to majčkeno težje. Je pa skozi več ljudi, ki gre v dobre restauracije in si vzamejo čas in želijo razumeti tudi, kaj jejo. Se pravi, da smo ratali zahtevni gostje. Zanima nas, kaj jemo in na kakšen način je to pripravljeno. In to je prav, ker je po drugi strani to tudi izziv za nas, ki smo v tej dejavnosti, se pravi, se s tem ukvarjamo, ker se moramo konstantno dokazovati in pa izboljševati. Zdaj v Španiji ste bili 4 leta in pol tudi osebni kuhar veleposlanika Komisije Evropske unije, pokrivali ste protokolarne dogodke. Kako drugačna pa je ta kuhinja? Zdaj, tlele je majčken popravek. Delal sem v Španiji, nisem bil pa kot osebni kuhar veleposlanika, to je bilo tukaj v Sloveniji. 4 leta in pol, veleposlanika Evropske komisije, dokler nismo šli v Evropsko unijo, ker se je potem pač ta služba zaprla. V bistvu zanimivo delo, pač si osebni kuhar. Vse se vrti okoli tega, kakšno hrano on je in način njegovega pa njihovega prehranjevanja. Kar se tiče protokola, pač normalno vedno so neke stvari, ki jih je treba upoštevati in tako naprej. Drugače moram pa reči, da imam izredno lepe spomine na te 4 leta in pol. Tako, sanska služba za enega kuharja, saj zame je bila taka. Je bilo krasno obdobje. Če smo že pri sanskih rečeh, tudi vaše slaščice so sanske, tako za oči, kot tudi za brbončice. Zdajle nas še mesec dni približno loči do Valentinovega, ko boste v delavnici še bolj švicali kot že sicer. Sami ste se šolali v Parizu, ki velja za mesto ljubezni. Ljubezen, pravijo, gre tudi skozi želodec. Kako močno pa sta povezani ljubezen, hrana? Mislim, vsi vemo, kam gremo. Ne gremo na zmenk in potem ta drugi zmenk je že kakšna večerja. Se pravi, smo že pri hrani. Jaz mislim, da takrat se sproščajo hormoni ob hrani in od takrat, ko smo zaljubljeni. In jaz ne poznam para, da ne bi šel neki vam pojest, ki je bil zaljubljen. Tako da gre z roko v roko, eno z drugim. Pa prav je tako. Ja, in tako bo tudi v nadaljevanju. Od leta 2014 ustvarjate pod okriljem svojega ateljeja in zdaj imate na izbiro že kar eno tako pestro paleto različnih sladkih dobrot. Začeli pa ste slavnimi makaronsi. Res je. V bistvu makaronsi so, vedno rad rečem, to so moj DNK. Pač je neka sladica, ki mogoče zgleda enostavna, je pa precej zahtevna. Veliko dejavnikov vpliva na to, da na koncu uspe. Po drugi strani so pa makaronsi nastali pri meni kot nek bonus. Leta, mislim, da je bilo 2009, sem bil na izobraževanju v Franciji za čist neke druge stvari, se pravi sladice na krožniku in hiša Pierre Hermé, ki je svetovno znana, kar se tiče makaronsov in zdaj tudi ostalih sladic, so nam dali kot bonus
vsem tečajnikom, da se učimo delati makaronse. In takrat sem to prvič delal in sem videl, da je mogoče nek potencial. In velikokrat v šali, pa tudi malo zares rečem, da polovica mojih sivih las je zaradi makaronsov, ker ogromno truda, znanja in vsega sem vložil v to sladico in lahko rečem, da ne bom rekel, da jo obvladamo popolnoma, ker te lahko preseneti od danes na jutri. Ampak, delamo dobre makaronse. Ja. Koliko kreativnosti pa ponujajo? Zdaj izgledajo povsem enostavni, dva piškota, pa neka fila vmes, ampak potem pridejo barve, pridejo okusi, pride marsikaj. Pa rečemo, da ne bo pač limita. V bistvu lahko delate z njimi, kar želite. Zdaj te barve, sploh pri nas, ki vidite te obarvane makaronse, so naravna barvila. So izvlečki iz sadja, zelenjave, pri katerim pač je odvzet okus. Vi greste lahko samo v sladke kombinacije, lahko greste v sladko-slane kombinacije, lahko kombinirate z mesom, karkoli vam pade na pamet, lahko z njimi delate. Je pa res, da je pa treba ujeti v makaronsu potem ravnotežje, noter, se pravi okusa. Tako da ogromno omogoča, ampak brez osnovnega znanja ne bo šlo. No, po makaronsih se je nabor sladkih dobrot precej razširil. Zdaj, če pogledam na vašo spletno stran, jih je 8 tistih glavnih zapisanih, ampak verjamem, da je še kakšna več. Kaj vse ponujate? Zdaj, kar se tiče sladic, je tako, zelo so se prijeli naši browni. Imamo 2 vrsti, se pravi, imamo klasični, mi rečemo, in pa te brez pšenične moke in laktoze. Mislim, da je to druga sladica v našem asortimaju, ki je najbolj prodajana. Jaz mislim, da vem, da sama hvala je nič vredna, ampak da so to eni najboljših brownijev trenutno na tržišču. Potem imamo pa še torte. Ogromno delali, začeli smo delati že takoj na začetku monoporcijske, se pravi za eno osebo, potem imamo pa še sladice v kozarčku in tako naprej. V bistvu širok spekter sladic, vmes ga tudi menjamo, nekaj dodamo, nekaj dozamemo, malo smo tudi sezonski in tako naprej, ampak poskušamo nadgrajevati vse, kar imamo. Zdaj, ena taka dodana vrednost, ena taka zelo znana posebnost vaših sladic je tudi drugačen izgled. Pred časom smo lahko okušali jabolka, nedolgo nazaj smo si tudi mi privoščili slaščice, tako beli puhasti oblački so bili blazno okusni. Kako pa je s kreiranjem sladic in njihove podobe? Zdaj, v zadnjih letih so se pojavili na trgu silikoni, mi jim rečemo silikonski modeli, raznih oblik. In to res v naši branži omogoča, da so danes sladice bistveno drugačne na izgled. V bistvu tehnika in pa sama priprava je enaka, kot če bi delali sladico v nekem drugem modelu. Na ta način pa dobimo pač nek drugačen izgled. Potem je pa odvisen od vsakega posameznika, a mu je že na pogled všeč ali kakorkoli obrnemo. V glavnem neskončno je mejano, kolikor je pač nekih silikonskih oblik, toliko je lahko tudi sladic. Kako pa je potem s kombinacijami okusov? Zdaj, prej ste že pri makaronsih rekli sladko, slano, ni da ni. Ja. Pri slaščicah, pri torticah verjetno podobno? Ja, ista zgodba. Se pravi, vedno greste lahko v klasiko ali greste pa ne klasično ali pa v ekstrem. Je pa pomembno, kdo je na drugi strani, a ne? Se pravi, ali imamo mi na drugi strani osebo, ki je pripravljena to poskusiti, jesti, na koncu koncev tudi plačati, da se pa vse se da narediti. Samo treba je imeti, jaz temu rečem, knjižnico v glavi, kjer imaš razdelane okuse in potem jih lahko kombiniraš. Kaj je bila najbolj drzna kombinacija, za katero ste rekli, dajmo poskusiti, če bo to šlo, pa so jo potem vaše stranke razgrabile? Imeli smo zelo veliko uspešnico. In to je bil, pa smo spet pri makaronsu, se pravi, je bil makaron z sirom z modre plesnijo. Kombinacija čokolada in pa sir z modro plesnijo, enkratna kombinacija, zelo dobro je šla skupaj, zelo dober odziv. Tako da jaz mislim, da ga moramo še ponoviti. Res, da ni, kot mi rečemo, za širše ljudske množice, ampak za tiste, ki želijo nekaj drugačnega, je bila to ta prava kombinacija. Imate pa tudi možnost, potem smo tudi imeli, se naredi, rečemo, z gosjimi jetri, kombinacija čokolade, fige in pa gostih jeter in tako naprej.
Kombinacije, za katere ne bi pomislil, da pašajo skupaj, ampak z veliko izkušnjami pa jih človek kar da skupaj, pa ugotovi, da pravzaprav niti ni slabo. Ja, pa se, če tako pogledamo, tudi imamo dostikrat kakšne kombinacije. Lejte, pa čisto ena taka, ki jo vsi poznamo, je rečemo, ne vem, divjačina pa brusance, a ne? Imamo tudi sladko-slano kombinacijo, pa na prvo žogo bi lahko rekel, mogoče pa ne. Iz istega temelja izhajamo, a ne? No, o nenavadnih kombinacijah in še čem bomo z našim današnjim gostom rekli kakšno več po glasbi. Dire Straitsi nam bodo delali družbo. Na stežaj Radijska klepetalnica na Radiu Sora. S Karimom Merdjadijem klepetamo danes o sladkih stvareh in kuhinji govorimo. Zdaj, poznamo vas sicer kot mojstra za sladke dobrote, slišali pa smo, ne, da več kot odlično obvladate tudi kuhinjo. Danes prisegate samo še na sladko ali za kakšne goste, kakšne posebne skupine, vendarle stopite še za štedilnik pa poskrbite za celoten meni? V bistvu zdaj, odkar sem v teh sladkih vodah, sem v bistvu kar na sladkem. Nekako od kuhne, v narekovaju, sem se kuhanje sladkega oddaljil. Pač ves fokus se je posvečen temu, pa tudi tako jaz pravim, višji, ko greš pol po tem rangu v svojem poslu, bolj se osredotočaš na to in bolj ostaješ v stiku. In jaz sem bolj v stiku s sladicami. Kar se tiče slanega, da bi zdaj za goste delali, ne. Kaj skuham doma, čeprav vedno rečem doma, je šef kuhne moja žena. Ona zelo rada in zelo dobro kuha, tako da tam se ne petljam v njen posel. Rad dobro jem in jo pustim na mir, tako da, ko dobro skuha, jaz pa čakam, da pojem. Ja, to je pa v bistvu še najlažje. Zdaj sami pravite, da prisegate na preproste jedi. Kako to? Zaradi tega, ker bolj je jed komplicirana, več zahteva od tebe, da razmišljaš o jedi. Nekdo kot jaz, ki je cel dan, 24 ur na dan v tej branži, mu paše, da kadar je, da je preprosto. Ampak, ko govoriva o preprostosti, ne govoriva, da je površno narejena, ampak preprosto je tako, da so okusi jasni. Se pravi, da imamo 3-4 komponente na krožniku, v katerih ni treba razmišljati in takrat ješ, da se lahko sprostiš. Ker meni, če ne, v nasprotnem primeru avtomatsko začnejo možgani laufati in začnem razmišljati o jedi. In takrat, ko grem jest, sploh če vem, da bo to neko sproščeno vzdušje v neki družbi, nisem zato tam, da bi zdaj to analiziral, ampak sem tam zato, da bom užival. Tako da vaših prijateljev ni treba biti strah, ne, da boste zdaj analizirali njihovo kuhinjo. Ne, kje pa. In velikrat naletim na to, da se mi kar vnaprej nekdo upravičuje. Lej, poslušaj, ti si dal, jaz sem hvaležen za to, ker si mi postregel, bom pojedel in niti ni moj namen, da jaz hodim okoli nekomu, govorim, kaj mi je všeč, ni všeč. Če me vpraša za mnenje, ja, mu povem, absolutno, ker pač me je vprašal, drugače pa, če je dober, je dober. Tako, komentirate pa samo v kuharskih šovih, ne tudi kot sodnika kuharskega šova oziroma kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenije smo vas poznali. Pravzaprav že od samega začetka spremljate kuharske tekmovalce. Kakšen kuharski potencial pa ima Slovenija? Zelo velik. Jaz mislim, da v zadnjih 15 letih, pa če zaokrožila na 20, no, pa rekla 15 let, so vse te oddaje kuharske, od MasterChefa, Gostilna išče šefa, razne te programi na televiziji, ki so kulinarični in tako naprej, naredili en velik plus v Sloveniji, kar se tiče kulinarike. In s tem smo tudi dobili naraščaj, če temu tako rečemo, mlade generacije, ki so se začele odločati za ta poklic, kar je za nas izjemno, izjemno pomembno. Se pravi, imamo podmladek, vemo, kaj pomeni, če neka branža nima podmladka in mi imamo veliko srečo, da imamo ta podmladek, ki se odloča. Res je, naš poklic je naporen, ampak če ga delaš z veseljem, z ljubeznijo in da veš, zakaj se gre, lahko veliko lepega doživiš. In jaz sem vesel, da imamo ta podmladek, ki prihaja in te ljudje, veste, prihajajo z novimi idejami, z novimi pristopi, željni so znanja, raziskovanja, hodijo v tujino in na ta način potem se dviga kultura, se pravi, kulinarike v Sloveniji. In tudi bogatine z različnimi vplivi in novimi znanji. Kako zahteven izziv pa je delo sodnika, mentorja, ocenjevalca? Ne? To ni zdaj kar tako, da prideš pa šimfaš vse povprek. Ne. Se pravi, to je tako kot učitelj. V bistvu moraš biti kredibilen.
Ko ti ocenjuješ, moraš biti do tistega, katerega ocenjuješ, moraš biti pošten. Če je dober, mu poveš, da je dober, če ni dober, mu poveš, da ni dober. Poveš mu, kaj je narobe in kako naj popravi. In tako naprej. V glavnem, naša odgovornost, odgovornost vseh nas, ki ocenjujemo, oziroma pač smo del, če smo se zdaj dotakneva Masterchefa, je ta, da pač smo iskreni in povemo to, kar je. Ker na drugi strani je nek človek, ki je prišel z nekim ciljem. Ali si prišel naučiti kuhati, ali ima nek drug življenjski cilj v tem poklicu in je pravilno, da mu poveš in ga usmeriš. Zdaj nekaj utrinkov z tega celotnega dogajanja vidimo tudi preko ekranov, verjetno pa je veliko teh zgodb še v zakulisju. Kako pravzaprav potekajo tale snemanja, kako teče samo tekmovanje tudi v zakulisju? Zdaj, kar se tiče zakulisja, je tako. Pa če grejo od začetka priprave, rečemo konkretno na Masterchefa, so zelo dolge. To ni nekaj od danes na jutri, se pravi, ekipa je zelo velika, vsak ima svojo nalogo v tej ekipi. Zdaj, priprave trajajo kar nekaj mesecev in potem je samo snemanje, ki traja tudi kar nekaj mesecev in je izredno intenzivno. To, kar vi kot gledalec vidite na televiziji v tisti uri ali pa v 50 minutah, je samo en izsek. Tukaj je ogromno dela. In vsak posameznik v zakulisju mora narediti svoje delo, zato da potem vi na televiziji vidite to, kar pač vidite. Zdaj, čist detaljne in pa te stvari, kar se tiče zakulisja, vam pač ne morem razlagati, so določene stvari, ampak rad bi poudaril to, da je ogromno znanja in pa energije v to vloženo in da to ni nekaj, kar naredimo z levo roko. Daleč od tega. Ogromno truda je, ogromno ur je vloženega. Kaj od vseh preteklih sezon je tisto, kar si boste morda najbolj zapomnili? Je kakšna zgodba, kakšna anekdota, ki se vas je še posebej dotaknila? Kakšen tekmovalec, ne nazadnje, na katerega ste prav posebej ponosni, ker je naredil iz sebe tisto nekaj več? Prvič moram reči, da sem zelo ponosen sploh na vse, ki se vpišejo in ki pridejo in ki dajo čez audicijo, ki stopijo v Masterchef kuhinjo. Ni enostaven korak, ni enostavno sprejeti neko odločitev, da se boš izpostavil. Vemo, da ljudje zelo hitro ocenjujemo in da počasih damo kakšno oceno, ki ni realna. Vsak tekmovalec, ki vstopi noter, ima pač, kot sem rekel, nek svoj cilj in da nekam pride. Več ali manj se zapolnem vse, seveda se pa najbolj zapolniš tiste, ki pridejo do konca. In je kar nekaj tekmovalcev, ki so potem tudi v tej branži naši nadaljevali to pot. In lepo jih je srečevati in velikrat si tudi kakšna mnenja izmenjamo in vidiš, kako rastejo. Tako da, fajn je, gledati, kako ustvarjaš nekaj, iz česa potem tudi nekaj nastane. Kako pa je z izmenjavo receptov? Kumarice v zosu še jeste? Moram reči, da kumarice v zosu niso nekaj, kar bi nekje naročil. Iskreno. Moram pa reči, da sem bil presenečen takrat na tisto jed, ki jo je pripravila Zala. Lejte, če bi zmeraj take dobu, ne bi imel težav. Verjetno so vas presenetili tudi s kakšno sladico, slaščico, katera se vam je najbolj vtisnila v spomin? Veste, tega je toliko veliko, da si človek težko vsega zapomne. Sigurno je pa ena od sladic je bila finalna, ki jo je delala ime sem pozabil, glavno mi je bil razstavljen jabolčni zavitek. Zelo dobro narejen, enkratna kombinacija vsega skupaj in pa zelo inovativno. Tako da ta sladica si mi je zelo, Anja Fir, jo je naredila v finalu in moram reči, da je bila top. Tako enostavno se sliši jabolčni štrudel, ne vsak ga zna narediti, pa ni tako zelo simpel. Ja, tudi vsak ga ne zna narediti, bodimo iskreni. Veste, ogromno je jedi, ki jih poskusimo sodniki. Da bi se vseh zapolnil, to enostavno je nemogoče. Ne gre, pač tega je veliko. Jaz se držim enega načela, ki je, slišal sem pokojnega igralca Radka Poliča enkrat, ki je rekel, pravite, veste, ko grem jaz z vloge ven, jaz vse pozabim, vse zbrišem. In pri meni je zelo podoben. Jaz, ko zaključam snemanje, poskušam določene stvari zbrisati, ker tega je toliko veliko, da enostavno ne moreš vse imeti v glavi in si zapolniti in tako naprej. Tako da najlažje je na ta način funkcionirati, vsaj meni. Zdaj, če sva že gledala nazaj, pa lahko pogledava še naprej. Nova sezona bo? Delamo že na novi 11. sezoni.
jaz priporočam, da si boste vzeli čas in jo boste gledali. Mislim, da smo naredili en velik korak tudi naprej. Zanimivo bo, veliko se bo dal naučiti. No, nas že matra radovednost in še nas bo, ampak bomo rekli kakšno o sladkih stvareh še po glasbi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj odpiramo vrata v dišeči svet butika Atelje Karim, z nami Karim Merdjadi in njegove sladke dobrote. Ja, prej sva že nekaj povedala o sladkih stvareh, o ljubezni, ki gre skozi želodec, in o tem bo verjetno v nadaljevanju še kar nekaj besed. Zdaj, januar ni ravno mesec najbolj naklonjen sladkim stvarem, ne, novoletne obljube verjetno terjajo svoj davek, pa vendarle, nekje sem prebrala, ne, da slaščica oziroma sladica ni hrana za telo, ampak dušo, zato ne gre v naše kile, ampak direkt v srce, a to drži? Ja, tisti, ki smo, rečemo, mičkan težji, pa da radi jemo sladice, imamo veliko srce, zaradi tega so te kilogrami. V bistvu, ja, pač sladica je nekaj, kar nas pol pobože na koncu, a ne. Ne rabimo pojesti veliko, zdaj moraj manj pojesti, pa to dobro, pa bomo veliko bolj zadovoljni. In tudi vi ste nas danes pocrkljali z dvema takima posebnima sladkima zgodbama. Kaj je tole, kar je nastalo pod vašimi prsti? V bistvu tukaj imava pito z pistacije, na kateri vidva, da so tudi makaronsi gor, taki mičkani, in pa pomaranča, kar je pač nek sadež, ki ga jemo po zimi. Potem imava pa tale zvezdni utrinek, je pa kombinacija medene kreme in pa karameliziranih hrušk. Se pravi, neki dve sladici, ki sta primerni za ta letni čas. In taki, ki boste šli v srce in nikamor drugam, ne? Ja, ali pa ta drug želodec, ne, ker imamo dva. Eden je za hrano, eden je za sladice. Če bi naju zdaj le slišal kakšen zdravnik, bi jih pošteno slišala. Ja, ne prever, če sta res dva želodca. Ali pa poskus kaj sladkega, pa bo bolj zadovoljen in vesel. No, zdaj pred Valentinovim smo, ne, praznikom ljubezni, tudi vi boste letošnje Valentinovo posladkali na poseben način. Kaj prinaša v vaš atelje? V bistvu mi imamo zdaj vsako leto pripravljamo sladico in to je ta famozna Masterchef češnja, finalna, delamo samo za Valentinovo jo pripravimo in moram priznati, da imamo zelo, zelo dober odziv na tisti dan, kar se tega tiče. So pa potem še druge sladice, ki so pač tudi primerne za Valentinovo in tudi bojo okrašene na ta način, tako da bo nek spekter sladic, ki bo primeren za to, da pač nekoga obdarimo sladico. Tako, in mu povemo, da smo se spomnili nanj, da ga imamo radi, ne samo na Valentinovo, ampak praktično vse dni v letu, ne? Ja, cel let. Tako kot imate vi radi svoje delo, verjetno že nastaja tudi kaj novega v vseh obveznostih. Kako je trenutno v zakulisju ateljeja? Kaj kreativnega nastaja? V bistvu vsi vemo, da v januarju je majčkeno zatišje, kar se pač našega dela tiče, se pa, tako kot sem omenila, intenzivno pripravljamo na Valentinovo. Normalno pa je, da pač na nekih starih lovorikah in tako naprej ne moreš spati in je treba pač ustvarjati neke nove sladice. Vsako sezono gremo v nekaj novega. Trenutno smo v razvoju pač nekih novih sladic. Tem bi raj povedal kaj kasneje oziroma kar drugič, zaradi tega, ker ne želim naprej govoriti, kaj bo in kaj ne bo, ampak razvoj je nekaj, kar nas pač potiska naprej, moramo iti naprej, a ne? In ja, bojo nove sladice. Kaj pa je tisto, kar si morda za razvoj Slovenije, slovenske kulinarike želite vi? Zdaj kuharskih mojstrov, kuharskih šefov je kar nekaj, pri slaščičarjih pa bi morda veljalo še koga spodbuditi? Ja, absolutno. Sem znan po temu, no, tudi da sem tudi samokritičen in kar se tiče naše branže oziroma pač slaščičarskega dela, bi rad rekel, da majčkeno zaostajamo za kuharji. Se pravi, v kuharstvu smo šli navpično gor, tako kot sem prej omenil, v slaščičarstvu pa majčkeno še capljamo zadaj, še ne razumemo popolnoma pomena sladice. Sladica ni samo nekaj,
nek sladkor, ki ga bomo pojedli, zato da se bomo dobro počutili, ampak je ravno tako, kot neka glavna jed ali pa predjed v našem meniju, je izredno, izredno pomembna. In če smo iskreni, velikokrat je sladica tista, ki na koncu odloči, je bilo neko kosilo, neka večerja dobra, da se jo bomo spomnili ali jo bomo pa pozabili. Ne? Na koncu rečemo, sladica je bila pa taka. Ne? In tukaj bi rad rekel, da je treba več poudarka dati na sladice in tudi moj moto je, bodimo zmerni, govorim za sladice, bodimo zmerni, ne se odpovedovati, ampak bodimo zmerni. In jaz mislim, da ko nekaj ješ, ko so neki hodi, je sladica tam z namenom. Ni samo zaradi tega, ker pač se je nekdo enkrat spomnil, da mora biti sladica na koncu. Sladica ima svojo vlogo. In jaz tudi pravim, da jih ločimo na kategorije. Imamo sladice, kot so, rečemo za bistrojske sladice, restauracijske sladice, fine dining sladice, potem sladice v kavarnah, sladice v slaščičarnah in tako naprej. Treba je razumeti, da pač tudi to se loči. In da ko mi pojemo nek 5-hoden meni, ne moramo pojesti pa še 200-gramsko torto. Dajmo pa 50 gramov pojesti mogoče, bo veliko boljš. Pa veliko bolj z užitkom si jo bomo privoščili, Seveda. Če si jo bomo lahko brez slabe vesti večkrat. Katera pa je vaša najljubša pregreha? Jaz sem zelo velik ljubitelj čokolade. Se pravi, vse, kar je čokoladnega. Pač, ja, mora biti dobra, normalno, ampak kar je čokoladnega. Lahko je v kombinaciji s kakšnim sadjem, ampak sem pa ljubitelj čokolade. Čokolade in katero si največkrat pripravite doma? Ali pa vam jo pripravi žena, glede na to, da sva rekla, da je žena šef domače kuhinje? Žena je doma šef, sama ona ne dela s čokolado. Žena je bolj mojster kvašenega testa in test. Kar se pa tiče, lejte, če imam jaz en dober čokoladen mus, sem čisto zadovoljen. Tako malo je včasih treba pravzaprav. Ni treba filozofirati preveč, da je dober. No, zdaj znano je, da v vaš atelje vstopimo običajno kot gostje, odidemo pa kot prijatelji. Res je. In to je naš moto že od samega začetka in lahko rečem, da smo spoznali oziroma da imamo ogromno prijateljstvo ravno na ta način. Ko so prišli ljudje kot gostje, in nekako smo razvili neko vez, da smo postali prijatelji in se potem z nekaterimi tudi družimo. Mogoče je res to bolj zaslužna moja žena, kakor jaz, ker ona zelo rada govori in je zelo interaktivna. Tudi ona je večinoma v kontaktu s strankami v našem butiku v Ljubljani. Jaz mogoče majčkeno manj, ker tam nisem toliko prisoten, ampak ja, in moram reči, da nam je to zelo lepo, da pač ljudje to razumejo in da potem vzpostavimo eno tako vez, ki potem presega samo sladke dobrote, ampak se nadaljuje tudi v življenje. Midva bi še lahko klepetala, pa bova za danes postavila piko. Ampak, glede na to, da prihaja nova sezona, da prihajajo nove sladke dobrote, še ne bova povsem zaključila pogovora, velja? Ne bova, zaradi tega, ker sem rekel, da so nekaj stvari, ki jih bomo delali in lahko takrat kaj več povem. Odlično, mi se že veselimo. Karim Mrdjadi, hvala lepa za tale današnji klepet, za vse zgodbe, ki ste jih delili z nami. Mi vam želimo še veliko prijateljev v vašem ateljeju, še veliko posladkanih trenutkov v življenju vaših strank in kot rečeno, kmalu nasvidenje. Najlepša hvala za povabilo, pa želim vam sladko novo leto. Ja, hvala lepa. Po vaši zaslugi bo zagotovo tale teden zelo sladek. Radijska klepetalnica na stežaj.